Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem prisotnim. Poslanska skupina Nove Slovenije je to davčno reformo, ki seveda ni reforma, analizirala seveda skozi optiko našega političnega programa, predvsem gospodarskega programa, ki smo ga spisali pred volitvami leta 2014. In na gospodarskem klubu, ki je izjemno delaven, gospodarski klub Nove Slovenije, smo imeli temeljito razpravo o novelah zakonov, ki bodo jutri obravnavani na odboru za finance. Po propadli Mramorjevi davčni reformi, zdaj vlada prišla z mini davčno reformo, govori o prestrukturiranju davčnih bremen, prestrukturiranju davkov, da bodo pa ljudje lažje in bolje razumeli, zakaj gre v bistvu za eno preprosto prekladanje davčnih bremen. Gre za prekladanje, ne gre za nobeno davčno reformo in gospodarstvo od tega ne bo imelo nič, no, da se popravim, gospodarstvo bo bolj obremenjeno. Sicer pa nas 25-letna zgodovina Slovenije uči, da vedno, ko smo imeli levosredinske vlade, in v glavnem smo imeli levosredinske vlade, te niso imele posluha za gospodarstvo. Kje vendarle se ne ustvarjajo nova delovna mesta, če ne prav v gospodarstvu. In vlada je komaj predstavila te tri novele zakonov, zakon o davčnem postopku, zakon o dohodnini in zakon o davku od dohodka pravnih oseb, in istočasno že povedala, da je to prvi korak. O čem torej govorimo? Govorimo o stalnem problemu v Sloveniji, to je nestabilen davčni sistem, nestabilno davčno okolje v Sloveniji. Če nekdo želi investirati, bodi si domači, bodi si tuji investitor, če nekdo želi investirati v Sloveniji, odpreti firmo, odpreti delovna mesta, ta vendarle mora vedeti in si tudi izračunati, kdaj, v kakšnem času se mu bo investicija povrnila. Ampak to lahko natančno izračuna šele, ko ima zelo natančno definirane robne pogoje, to pa je tudi davčna politika. Dejstvo je, da ne moremo nasprotovati noveli zakona o davčnem postopku, ki gre v tej smeri, ki smo jo mi vedno zagovarjali in še zagovarjamo, to je poenostavitev, debirokratizacija. Gre dejansko za to, da bo zdaj država izračunala oziroma naprej izpolnila obračun prispevkov za samozaposlene, za espeje, za kmete in tako naprej, in ti bodo potem te prispevke samo plačali. Tako da o tej noveli zakona o davčnem postopku pravzaprav ni smiselno izgubljati besed. Pomemben je zakon o davku od dohodka pravnih oseb. Ta seveda gre v popolnoma napačno smer, kot je pogled Nove Slovenije in kot smo mi vedno zagovarjali in zagovarjamo. V našem času, ko smo bili v vladi leta 2012 in delno 2013, smo sprejeli novelo zakona o davku od dohodka pravnih oseb in mi bi danes in naslednje leto imeli samo 15% obdavčitev dohodka pravnih oseb. Zdaj, naslednje leto, bodo gospodarstveniki, podjetniki plačevali 19% davka od dohodka. Se pravi, gre za razliko 4 odstotnih točk. Čeprav, ko se mi veliko gibljamo po terenu, ob vseh problemih, ki ima gospodarstvo, davki, prispevki, birokratski problemi, delovnopravna zakonodaja, nam podjetniki govorijo, lastniki podjetij, direktori, nam govorijo, da pravzaprav ta davek od dohodka pravnih oseb, teh 17% oziroma efektivno nekaj manj, je pravzaprav še relativno majhen problem. Ampak gre v bistvu za novo obremenitev gospodarstva, gre za novo obremenitev v višini 60 milijonov evrov. In to za nas ni dopustno in zato bomo temu zakonu mi ostro nasprotovali. Pa poglejmo zakon o dohodnini. Gre za to, da se tretji dohodninski razred zdaj razdeli na 2 razreda, tako da se celotna lestvica
tako da celotna lestvica dohodninska postane nekoliko bolj položna. Gre glede na statistične podatke, za okrog 80 tisoč dohodninskih zavezancev. Gre za to, da bo ta višji srednji razred dobil nekoliko večji neto. Seveda pa ne kupimo trditve Ministrstva za finance, ki pravi, ja, zdaj bodo pa razvojni inženirji dobili višji neto. Morda je to res, delno res. Gre za to, da bodo dejansko državni birokrati iz tega največ potegnili. To pa so volivci te koalicije. Zato je ta dohodninska sprememba z volilnega aspekta te koalicije zelo dobro premišljena. Ministrstvo za finance se hvali, da bo zdaj dejansko davkoplačevalcem, dohodninskim zavezancem pustilo približno 106 milijonov. Torej, 106 milijonov se bo v naslednjem letu manj dohodnine nateklo v davčno blagajno. Ampak, če pogledamo letošnjo realizacijo dohodnine v prvih 6 mesecih, je ta za 3,9% višja, kot je realizacija dohodnine v preteklem letu. In pravzaprav ta razlika, koliko je dohodnina višja, tej razlike se dejansko zdaj država v naslednjem letu odpove. Praktično ne gre za nobeno, pa prav za nobeno dohodninsko razbremenitev. Tukaj moramo problematizirati in ostro nasprotovati dejstvu, da Ministrstvo za finance pravi, da v zakonu o dohodnini imajo delodajalci tudi možnost, tudi instrument, da lahko izplačajo nagrade za uspešnost poslovanja. Ta nagrada ni v tem konceptu, ni s tem konceptom, kot smo jo pred časom predstavili mi v Novi Sloveniji. Tukaj gre za praktično povsem socialistični pristop, gre za to, da bo moral delodajalec sprejeti nek interni akt in da bodo vsi delavci v podjetju dobili enako nagrado za delovno uspešnost. Nam se to ne zdi prav. Nekateri prispevajo manj, nekateri k uspešnosti podjetja prispevajo več in v tem smislu bi morala biti tudi ta nagrada. Zaključujem z vprašanjem, ali bo zaradi te davčne spremembe kaj več investitorjev, domačih ali tujih. Po naši oceni jih ne bo nič več. Davčno okolje, poslovno okolje s to davčno spremembo ne bo nič bolj atraktivno za investitorje, ne za domače in ne tuje. In vlada bi se morala zamisliti, predvsem zaradi tega, ker prav letos, v prvem četrtletju, smo prvič po letu 1991, ko smo imeli vojno, beležili spet negativno selitveno bilanco. In sicer minus približno 220 ljudi, torej minus približno 220 ljudi se je več izselilo iz Slovenije, kot se je priselilo. In to je problem, vendar ga vlada ne vidi, na žalost.